Živijo, pozdravljen Rok Rozban v naših okoljskih zgodbah. Živijo, lep pozdrav. Kako si nekaj dni po premieri? Naj povem, da tole snimava nekaj dni po premieri filma Zgodba Save. Sicer se tale bo podcast malce kasneje vrtel, no, ampak kako si po tej premieri? Skurjen sem, še iskren, ampak dobro, drugače pa dobro. Bila sem sama v kinu Šiška, vzdušje je bilo krasno, o filmu bova rekla nekaj besed kasneje. Kakšni so občutki tako ob polni dvorani ljudi, ki pridejo gledati nekaj, kar ste z ekipo delali koliko? 2 leti? En let, kar intenzivno smo delali, v bistvu 1 let. Zato, ker je bilo 1. junij, je bilo lih obletnica en let od tega, odkar smo štartali mi na to veslaško pot. Tako da se nam je lih v 1 letu išlo. Ampak občutki so itak dobri, a ne. En kup dela je, zmatran si zmeraj upaš, da boš prej zaključil, pa to pač narata, zato ker boš zmeraj poliral, dokler gre, boš poliral, zato ker nek se pa treba ustaviti. Ponavadi se ustaviš en dan pred premiero, se je bilo kleto tisto, smo še zadnjo noč neko barvno korekcijo delali. Ampak na koncu, mi smo bili s filmom zadovoljni, če sem čisto iskren. Mi nikoli ne delamo film za druge ljudi, mi delamo film tistih 5-10, ki nas je vpletenih v bistvu zase. Jaz sem zmeraj vodilo, mi naredimo film, da bo toliko dober, da ga bomo čez 5 let pogledali, pa bomo rekli, nismo čist mimo darali. In glede tega smo bili več ali manj mirni, ampak zmeraj se pomal na trnih, zdaj kva pa Aldema, ne? Še zmeraj je bil pa en namen v zadnji, da Aldem pokažemo Savo. In zdaj zadnje 2 dni od premiere, noro, mislim, vsi smo presenečeni, no, koliko smo dobaljenih mailov, telefonskih klicev, koliko nam je folk že po premieri rekel, da jim bilo res všeč, tako da mislim, da je bil za enkrat namen dosežen, zdaj pa na nas, da ta film čim več ljudem pokažemo. V bistvu te nisem niti predstavila, ne? Ker smo se že preden smo začeli snemati zaklepetala v filmu. Rok Rozban, kajakaš, borec za prostotekoče reke, ustanovitelj Balkan River Defense, kaj še, biolog po izobrazbi, še kaj? Ja, meni so te opisi zmeraj tako nehvališni. Enega vprašajo, kdo si rečem Rok. Torej, nekaj si rekel, ne, že v filmu. Preveslali ste 258 km, imam tole prav podatek, kilometrov naše najdaljše reke. Kaj si ob snemanju filma odkril o Savi, od svoje domače reke pravzaprav? V bistvu ogromen. Ja. Zato, ker čeprav sem jaz to rekel veslov, ne vem, pač nikoli tega ne štejem. To je enkrat rekel en mojster z doline Trente, ki je napisal knjigo. In je zelo dobro rekel, ki je bil alpinista, ne, ki so ga vprašali, kolikrat je kaj preplezal, pa prav pojma nimam, ali ti v strastni ljubezni šteješ, kolikrat zdal ljubčka punci, ne našteješ. Tako da tudi jaz ne vem kolikrat, ampak res velikrat sem posal veslov, ampak nikoli smo nisem vzel 11 dni, da bi samo veslov, zato ker zmeraj nekaj, ne, pa moraš kaj delati, pa to pa un. Klej smo pa mi res šli na to pot, čeprav je bilo en kup dela s kameram, s tem, da smo uskladili, ki nas bojo čakali, kva bomo posneli. Je bilo še zmer ful šans videti kraje ali pa delčke Save, ki jih sicer še nismo. In še posebej lepo je bilo pa to videti, ker so bili z mano v ekipi veslaški še 3, ne. Punca moja, Karmen, ki je Kanačanka, ki je bilo vse več ali manj novo, bratranc Branko Đoković, ki je tak bolj zanesenjak kajakaški, ki mu je bilo to tako res odprava in pol, pa Bor Mihelič, ki je pa tak mlad gajston, ampak tudi nikoli ni toliko veliko veslov in sem upazil v bistvu reko, pa še njih, kako to doživljajo. Je bil fulen tak zanimiv obdobje ali pa tistih 10-11 dni. Tako da sem navdušen, še bolj sem se zaljubil v to reko, kakor sem bil prej. Si me sam pripeljal do vprašanja o ljudeh, a ne? Bo potem še naprej o reki. Torej, kaj zahteva ena taka odprava od teh 4 ljudi, ki so skupaj toliko časa in to doživljajo? Vse to mogoče sploh ne bi smel govoriti, da je odprava, zato ker ni odprava v tistem pravem pomenu besede. Odprava je, če greš tamle nekam na Aljasko, pa te s helikopterjem odložijo, pa če gre kaj narobe, ne bo noben bršil pote. Klej si ti skozi zelo blizu civilizacije. Ampak če se boš odločil, da ne boš hodil ven z reke, se ti v glavu lahko naredi že to lih toliko odprava. Če boš spal za reko, če boš mu neko omejeno količino hrane, ki jo sabo neseš, če boš probal še po pot kakšno ribo jedeti, da ne boš lačen, pa že psihično malo drugače začneš dojemati reko. In ker še s 3 drugimi non-stop skupaj, se je zmerena dinamika, ne. Prvi slej si boš začel iti na živce.
Tudi nismo se šli vmes na živce, Bor je bil zbegan, sploh ne vedel vmes, kva se mu dogaja. Branko je mu tavžen te del vprašanje, da vem, Karber je glava bolela, ki je imela eno poškodbo glave. Zmer se boš najdel razlog, da se boš zapel. Ampak na koncu nikoli tega ne spomniš. Zmer se spomniš stvari, ki so bile lepe, teh je bilo pa najbrž 100-krat več od onih momentov, ki niso bili optimalni. In je zmer lepo rekel doživljati z drugimi. Čeprav grem jaz ful rad sam veslati, kar ni pametno, ker če gre kaj narobe, ti ne more noben pomagati, je lepo je te vklapi. Ne lih z vsakmu, ampak s tistimi, ki misliš, da so to pravi, pa fajn. Kaj pa ljudje, ki jih nismo videli v filmu? Koliko in kako pomembni so bili tisti, ki so od zadaj bili? Ja, za film so bili oni bolj vi. Zdaj pravim, jaz zdaj sam nas vsi sprašujete, brez ostalih ne bilo filma. Ne? Koliko jih je bilo v ekipi, mi se zmer trudimo imeti čim manjšo ekipo. Ne? Ampak tam na premieri si jih kar precej predstavil potem. Ja, ampak zmer imaš več faz pri filmu, sploh pri dokumentarcu, pač ta glavna so snemalci. Kle smo imeli 2 snemalca, Rožleta Bregarja pa Mitja Legata, ki sta ta prve 2 dni imela pomoč še od 2 snemalcev, zato ker smo bili ločeni, zato ker sva šla jaz pa Branko po Dolinki, Karmen pa Bor po Bohinjki in povsod smo rabili imeti 2 kameramana, tako da so se priključili za 2 dni še Timotej Vrtnik pa Tine Lenart, pa še 2 fotografinje smo imeli cel večino časa skupaj, Katijo Jemc pa Katijo Pokoren. Zdaj pa, da so oni lahko še okoli prišli, smo mogli imeti še šoferja, ki je bil pa Tadej Gorzeti, ki je pa tudi mu vse sorte mogel delati, ne da je sam avto vozil, še čisto vse ostalo. Ampak na koncu ekipa ni toliko velika. Ne? V bistvu, ki je enkrat zlaufal po Sotočju naprej, so 2 snemalca, fotografinja pa Tadej. Ampak so imeli pa kar res veliko dela. Reka sama, ko sem gledala film, je zelo očiten ta prehod od, rekel si, začeli ste na Savi Dolinki, na Savi Bohinjki, ta prehod iz Gorenjske, pa potem počasi Kranj, Ljubljana in tako naprej, pa potem, se mi zdi, da je tako zelo očitno, ko prideš enkrat iz Zasavja, kaj se je s to reko zgodilo. A mi lahko poveš, kako ste se... Ogledala sem si seveda tudi vaš prejšnji film, in tam so bili ti občutki vaši zelo jasni, kako ste se počutili, ko ste veslali po teh rekah, oziroma vse v tem bo še kasneje, po včasih praznih soteskah, pa potem polnih. Kako ste se počutili, ko ste prešli ta del, mislim, meni je bilo kot gledalki res... Nismo se prav dobro. Ja, verjamem. Sej tudi tvoja dekleja, partnerka je razlagala potem, kako je vse ravno, kako je vse enako, kako je vse brez življenja, ne vem, sivo. Jaz zmeraj reki vzame dušo, ker vzame bistvo. Če reka nima več toka, pač ni več reka. Čeprav tam na mostu, ko gre čez akumulacijo, že kar piše Sava, če tislik Sava. Je ista voda, ampak ni pa neke živahnosti, ki definira reko. In ti kot kajakaš to doživiš v najboljš možen način, pa ne mislim, da se s tem dobro počutiš, ampak res dobiš klofuto. Zato, tako kot jaz zmeraj rečem, kajak je šport zelenuhe, zato, ker te reka, ti v bistvu greš z reko dol. Ti moraš sam vižati znati, kdaj je navaran, kdaj je tako, ampak pač greš s tokom. In ko se enkrat ustal tam pri Zidanovem mostu, ko nehaš veslati, pa stojiš, ti že prva klofuta, zdaj, če hočem iti naprej, bo mogel poganati. Pa začne ta voda zavdarjati, ko stoji. Pol, ko je sonce nažiga, ni nobenega obrež, rastja obreka, se ne moreš nikamor v senco zapeljati. Na ravni strugi se boš zmer lahko v senco zapeljal. In je to ena stvar, ki te moti. Slišiš vse avte, ki jih prej nisi slišal. Čist se ti spremeni, vse se ti spremeni in se je tudi na nas videl, da ni bilo več zajebancije, ni bilo več prek smo se skozi kaj hecali, pa kdo je komu kaj naredil, pa skriv. Pa to, pa... Bolj malo nasmehov je bilo. Malo nasmehov je bilo. Tudi zvečer, ko smo debatirali, so se razvile te debate. Tudi v filmu tista debata, pa je tam pri hidroelektrarni Blanca postala en tak zelo pomemben del filma, ki se čisto spontano zgodila. Mi smo se tam kuhali večerjo, pa začeli debatirati o tem. Recimo, višji gor, mi nismo debatirali o teh rečeh, ampak smo se fajn imeli, pa pel, pa take reči počeli. Pili iz čevlja. Preden, da ne pozaviva, kar je zelo pomembno, glede filma, samo še tole. Načrti s projekcijami, kakšni so? Ja, danes sem se malo zamudil, ker sem bil toliko na mailih, se je usul ful povpraševanja, zato
smo vsi ful veseli. In imamo zdaj v tem momentu 15 projekcij potrjenih, že teh poletnih. Objavili bomo seznamno, ampak bo šel res po ogromen krajih ob Savi, recimo Bohinj, Bled, Radolca, Kranjska Gora, Kranj, Ljubljana, Litija, prav po vrsti gremo, Trbovlje, Hrastnik. Malo težji, malo manj povpraševana za film je v teh ob spodnji Savi, zato ker je tam cenzura neverjetna, tam vsi, kar je občinskih teh kinov ali pa kulturnih domov, enostavno ne smejo kazati tega filma, če ne bojo imeli sankcije, ampak bomo obvili ta problem, bomo kakšnemu baru naredili projekcijo. Tako da, ko se bo to zaključilo, se pravi junij, julij, avgust, pa pol začnejo v septembru film gostovati po kinodvoranah, bo šel kar v nekaj kinov v reden program, pol pa začne z jesenjo pa zimo, se pa filmski festivali ponavadi začnejo in bo šel na par slovenskih, če ga bojo sprejeli, za par mednarodnih imamo pa celo že potrjen, da je sprejet. Odlično. Se pravi, seznam teh poletnih projekcij bo objavljen kje? Na naši spletni strani, na socialnih medijih, če vtipkate Balkan River Defense, boste prvi se ne najdeli. Definitivno se splača, to lahko jaz povem. Evo, Balkan River Defense, Rok, preteklost, malo v preteklosti bi vseeno, za tiste, ki te ne poznajo. Najprej mi povej, rekel si, da prej ne šteješ, kolikokrat si šel na Savo, a se ti sanja, koliko rek posameznih si že preveslal tako. To te sprašujem zato, ker je naslednje vprašanje, ne vem, a te vedno še na reki lahko presenet, ali te še vedno kaj navduš, vedno znova? Ja. Predvidevam, da dolg čas te ni? Ne, dolg čas ti na rek ne more biti, zato ker je to en okolje, ki se skozi spreminja. Na koliko rekah sem veslal, res ne vem. Najbrž jih je, ne vem, 100, več kot 100 jih je verjetno. Ampak ne samo, da nobena reka ni enaka drugi reki, nikoli ne stopiš v isto reko, zato ker je ona zmer različna. In to ne samo v nekem temu mambo-džambo vidiku, zdaj smo pa mi povezani z reko, čeprav smo, tudi čisto fizikalen v smislu. Reka nima nikoli čisto istega nivoja. Ne? In kot kajakaš to čisto drugače doživljaš. Recimo tehnični deli reke, če se ti nivo vode spremeni za 10 cm, je to lahko že vprašanje med življenjem pa smrtjo, zato ker se spreminjajo linije in tudi reko tako dojemaš. Ne boš nikoli veslal na 100 kubikih na sekundo iste linije, kot na 200 kubikih na sekundo. Tako da zato je ta doživljanje narave, eni pravijo, kajakaš tu šport. Jaz ga ne dojemam kot športno. Je šport, če boš slalom kajak treniral, to, kar mi delamo, ni lih šport. Je fajn, zato ker se ne moreš nikoli naveličati, nikoli ni isto. No. Vsak dan drugačen. Ja. Jaz kot popolni analfabet, povej mi, spomnila sem se prizora iz filma, pri Ljubljani so v Savi traverze. Kako to prečiš? A si to prej vedel, da so traverze? A ste prišli tja in ste videli, traverze so? Kakšna je bila priprava, recimo, na take odseke? To pa moraš iti s pametjo, a ne? Se pravi, prej nisi vedel. Ko ste prišli do tja, ste videli nekaj štrlivan iz... Pravijo tako teta stari kajakaši. Jaz sem ful rad družen s tebi old school varianto, ker so danes stari 70, ne? In od njih se največ lahko naučiš, ker če veslov od svojega 15 leta, pa pri 70 še vesla nekaj dela prav, ne? In oni zmer pravijo, da te nikoli ne bo žal videti malo peš, ali pa stopati ven s čovna. Res je, da je lenoba gonilo človeštva in tudi v ekstremnem športu se je največ premikal zgodaj z lenobe, tudi sam sem kdaj odpeljal kakšen ogromen slab, zato ker se mi enostavno ni dalo okoli hoditi. Ampak brez problema pa stopam ven pa pogledam, zato ker če se nekam zatakneš na rek, pa to ni prav lepa smrt. In sploh, če greš z eno tako ekipo, z druščino, ker so ostali manj izkušeni, se zmeraj vzpostavi neka taka hierarhija, kdo bo pogledal, kdo bo varnost mu načes. In tako smo imeli da so jaz pa Karmen ponavadi, če nam ni bilo jasen, kaj z kajaka, malo ljudi ve, da zelo nizko sdiš. V kajaku sti 60 cm nad reko in ne vidiš prav deleč. Kaj enkrat stopaš ven, kdaj je dosti samo stopati z kajaka na breg in s visok 1,5 m, 1,80 m, je že dosti, rabiš 5 sekund, vidiš, tamle je skala, tam je traverza, klepajmo levo. In tako smo delali, sej na Savtu ni treba prav velikrat narediti, ampak čim prideš do ene umetne tvorbe, tako kot ta brzica pri Šentjakobu je pa to pametno pogledati, zato ker bo zmer ostankene armature ali bo kakšna traverza ven štrlela, kakšen kos betona in to so ponavadi najbolj neugodna mesta, kjer se nočeš znati.
In pol pogledaš, določiš, če ostali ne vejo, kje bi šli in poveš, lej, pejt klele levo, če se ne počutiš, pejt peš. Ta brzica bo jutri še tam, boš prišel nazaj, ko se boš bolj počutil. Se pravi, odgovornost vodje ekipe je bila vajna. Ja, recimo, ja. Se to ni nikoli tako, da se dogovarjaš, to se čisto samo vzpostavi naravno. Ja. Pa je vas zdaj na Balkan River Defense res. Leta 2015 ste zaživeli, je zaživel. Ja. Kako bi danes poimenoval Balkan River Defense? Kot kaj? Kot mrežo, kot gibanje, kot organizacijo? Kaj ti najprej pride na misel? Kaj ste? Sploh ne vem, v bistvu. En cajt je bilo gibanje zihar sploh na začetku, zato se je to začel povezvati, razvijati. Nikdar nisem hotel, da bi bila to organizacija, nikdar nisem hotel, da bi bila to kampanja, zato ker sem ful teh reči videl, da so bile kampanje in je bolj zmanjkalo financiranja in je bilo tega konc. Gibanje mi je všeč zato, ker v pomenu pove, da če bo ki je po Rinu stopil stran, so še kar premikali. Kar je na en način res, na drug način pa tudi nočem jaz usiljevati te, ki je to kar nek trademark postal. Ne? Jaz sem vsem tem, ki so začeli pa po Črni gori, Bosni, pa še kje sami delati to, kar mi delamo, rekel, ne. So rekli, bomo mi vaš ime imeli, pa mu dali pod ime, ne, pusto, vi se imenujete tako, kar vam paše, vi sam rešite reko, pa je to ta glaven. Ampak ustaja, ta povezanost, če zmer ostaja, mi se slišimo, če se le da pomagamo en drugmu. Najbolje pa to, da mi ne rabimo biti več tam stalno prisotni, zato ker so te ljudje sami videli, da lahko sami naredijo, pa najbolj znajo, pa največ pravice imajo, da oni sami to rihtajo. Katera tura si ti najbolj otisnila? Ja, prva. Prva, zakaj? Ja, se tako pravi, prve ne pozabiš nikoli. Ne, prva je bila najboljša, nobena ni bila najboljša, ampak najbolj se zapomneš prve, zato ker mi sploh nismo vedeli, kva delamo. Skočili ste na glavo, pravzaprav. Ja, prav res. 5 gavnarjev se nas je usedel v kombi, pa imeli smo tisti plan, ki mu itak noben ni verjel, jaz sem sprintal, ali je bilo malo na roke napisan, za 39 dni programa, ne. So rekli, Rok, pa to ni šans, to se v nam po 3 dneh kompletno vse posula, ne. Pa se v bistvu ni. No, vmes se je, ampak smo zvozili tako, da se ni videli, da se je, ampak 39 dni smo bili mi na pot, to danes noben od nas ne bi zdržal, no, po moje. Ker to po par dni tudi spali nismo. Kamorkoli smo prišli, so nas bili veseli, povsod, kako boš zdaj rekel tam enemu domačinu v nekem kanjonu v Črn gor, da ne boš z njim uspel ene rakice, če jih lih skuhal, ne. Sam v 40 dneh se nabere. In je bil tudi najbolj poseben, zato je bilo nam vse novo, pa dokazali smo se pa drugim, da se da. Tako da je bilo ful tako čustveno, tako nabito. Ko zdaj gledaš nazaj, kjer učink tega se ti zdi najbolj pomemben? Jaz sem si jih tukaj nekaj napisala, ne vem, pomoč, opozarjanje, konfrontacija oziroma upor, mreženje, kaj od tega je tist, kar ostane, kar je zapuščina? Je verjetno vsi teli. Vse to, ko sem naštela. Ja, ampak, kako preko doskrat ljudje rabimo samo to, da te nekaj malo pokaže, ne. Vse tudi jaz nisem tople vode odkril. Meni je bila recimo brca urit to, kar sem spoznal v Čilu, kar smo veslali tega Avstralca Benija, ki je na nek po čudenmu naključju reševal reko v Peruju. Če ta majster lahko to počne, bomo pa tudi mi, a ne? Pa ne zdaj v slabševalnem smislu, ampak se to lahko vsak, če se odloči, ne bo enostaven. In tako smo mi sprožili neke domine, da so drugi rekli, če pa te legavnari lahko, pa lahko tudi mi. In pol, ko se to začne povezovati, se eno drugega učimo in gre samo še boljš. Po drugi strani bil pa ful pomemben podatek lih to, ki sva omenila konfrontacije, se še reči ne znam. Doskrat so bile grožnje, a ne? In ni fleten. To lahko tudi sam jaz povem, da ni fleten, ampak bolj, kaj ena reč medijsko odmevna, manjša je verjetnost, da bo kdo komu kaj naredil. In ko smo mi prišli v te vasi, parkrat so bili ljudje tam pretepeni, grdo pretepeni. Ampak so pa začele kaj kamere hoditi, ne? Ker so pač, dajmo priznati, prišle zaradi nas, ker je bilo tam en kup ljudi iz 15 držav v različnih kajakih, to televizija težko reče, ne. So pa unega, so jih mesec, 2 nazaj pretepali, rekli, pismo, zdaj so pa to zvedeli, bomo pa mi najebali, ne, mogoče pa bolj, da stropimo stran. In sej, čeprav sem kol o tem napogovarjamo kaj dosti, sem jaz ful vesel, da jim je to neko zaslonko omogočilo tem ljudem.
Pa še, ko so videli, da en kup drugih redli to počnete, izmer lažje. Če sam čudak, se malo bolj nazaj držiš, ker so oni videli, da po celem Balkanu na desetine takih majhnih iniciativ, so pa tudi oni korajžo dobili. Na vaši spletni strani res priporočam poslušalkam, gledalcem, poslušalcem, a ne si ogledajo vašo spletno stran, ogromno materijala, filmčkov, slik, poročil, tudi vse fotografije, ki jih boste videli v tem najinem podcastu, so z vaše spletne strani, z vašim dovoljenjem. Meni, ogromno tudi lepih posnetkov, lepih trenutkov tega. Meni se pa žal najbolj vtisnil spomin v filmu, ko sem videla ta gradbišča, gradbišča v Bosni, gradbišča v Albaniji, ta suha soteska v Albaniji, ki ste jo preveslali potem, ko so vam spustili vodo in tako naprej. In bilo je, kot sem rekla že na začetku, zelo jasno, kako ste se ob tem počutili, tudi lepo ste prikazali v filmu, niste skrivali tega, kako ste se ob tem počutili. Kakšni so tvoji spomini na to konkretno doživetje, recimo te nesrečne soteske v Albaniji? Pozabila sem pa ime reke. Reka je Benče, en tak prelep pritok reke Vjosa. Jaz sem poznal to reko, preden so ta jez naredila. Zato je bilo še toliko bolj intenzivno vse skupaj. Ker sem bil jaz prvič tam, so bili tam neki stroji, ampak se ni vedela, bojo delala ne. Ker smo se vrnili čez let pa pol, je jez že stal. In ko prideš tja in vidiš, da tega ni več, da če smo čisti iskreni, to je zadeva primerljiva z velikimi koriti Soče, sam pač noben ne pozna. S tem, da je velikih korit Soče malo manj kot kilometer, tega je pa 10 kilometrov. In ko prideš tja in vidiš, da je en stlačil to reko v ror, zato da bo ta štrom izvažal v Nemčijo, ker ga Nemčija nikoli ne bo videla tega štroma, to je kar borzno posredništvo. Albanija ne bo videla tega štroma. Albanija v štartu sploh ni bil planiran, da bi videla ta štrom. To se bo izvozilo v Nemčijo, da bo Nemčija lahko rekla, da imajo oni več zelene energije. Tako je. In zraven veš še, da so pregazali vse domačine in da so eni trije zelo masno zaslužili, pa učinka ni nobenega, ker da je to v bistvu, če smo čist tehnični, mi smo zdaj nekaj najlepšega uničili, zato da nimamo nič haska od tega. Ja, poseti pa malo srce začne trgati. In so tudi, ko so bili vsi ostali tam, ko so videli, da je prišel ta mojster, se pripeljal prav z Avstrije, lastnik, eden od lastnikov hidroelektrarne, ki je vedel, da bomo mi tam, so hoteli malo PR-a si narediti, ker češ, ja, oni pa pravijo, da se zdaj ne bo dal več veslati, bomo mi njim odprli rampo. In jaz sem bil na tem, da ga glih, da ne zbrcam mojstra, ampak so me snemalci pregovorili, so rekli, ne, daj ne bod naumen, pogovor se z njemu, se bomo mi skrili, bomo posneli, pa da vidimo, kva bo naredil. In je res, majster je vzel žepa telefon in je koliko kubikov rabte, tok, pok, odprl rampo, voda je začela teči, mi smo šli lahko veslati. In on je seveda poj posnel, pa dal na njihovo spletno stran promocijo, mi smo z roko v roki s kajakaši in pa vedel, da bomo pa mi njim naredili katastrofalno kontroreklamo v filmu, ki je srečo, da nas na koncu niso tožili, ker tam smo šli malo predaleč. Ampak je pa vsem dal zelo misliti. Zelo mislite. Ja. Tudi te posnetke veslanja po tej soteski, res grozno. Ja, neverjetno, če ne doživiš, ne moreš si predstavljati. Ja. Kdaj smo ljudje... Na misel mi je prišlo, ko sem poslušala Sabino Kogovšek. Sabina je, ne? Sabina Kogovšek, ki je brala tekst za film o Savi, ki je razlagala, da je odraščala ob reki. In potem, ko sem se peljala domov iz premiere, o tem filmu, o katerem sva govorila na začetku, je tudi moj soprog o tem govoril, ki je ravno tako odraščal ob reki, družina je ribiška in je odraščal v Tržiški Bistrici in ob Savi. In je on postavil vprašanje, ki ga zdaj postavljam tebi. Kdaj smo ljudje izgubili ta občutek za reko? Ti sam rečeš, če te bom kar citirala, zmeraj manj ljudem je življenjsko pomembna tekoča reka, zato jih pa uničujemo eno za drugo. Kdaj smo izgubili ta občutek? Kaj to gre z roko v roki, da smo izgubili občutek za vse, za naravo, za odnose, za vse? Sej mogoče sem to malo narobe, jaz rekel, vseh ne uničujemo sploh mi, ne? To je res, ja. Uničujejo jih oni. Sistem, v katerem živimo. Ja, ali pa en delček tega sistema. Mi jim samo dopuščamo. In to je problem. Mi smo se navadili biti pasivni, zato ker nas zamotijo s 1001 nepotrebno stvarjo.
In to je razlika med nami, med nekim razvitim svetom, pa tam eno vasjo na severu Grčije ali pa jugu Albanije. Ker klele pridajo, pa rečejo, da bojo zajezili tam Lesavo pri Trbovljah, se naskoči noben zares prav v luft. Skočijo eni posamezniki, ki jim je jasen, ampak neka masa pa ne. Ker se to zgodi v vasici v Albaniji, pa skočijo do ta zadnjega vsi v luft in mene dostkrat vprašajo, zakaj. Ja, zakaj? Oni pijejo to Oni vodo. živijo s to vodo. Njihova živina pije to vodo. Oni imajo vodo preusmerjeno do hiš, ampak jo zmeraj vzamejo tistih 5%, da se reki ne pozna. Oni grejo po ribe, zato da te ribe jejo. In oni imajo nek čist direktno povezavo z reko, ki ni neka globoka filozofija. Zdaj en kupenih knjig, pa vsi so eni ekologi, pa ne vem kva vse. Jaz pravim, zakaj ima kmet rad zemljo pa skrbi za njo? Zato, ker brez zemlje ni kmet. Tako, kot ta vaščan brez reke ni vaščan in ne more živeti. In to je ta razlika, ki obstaja in je najbolj očitna in zaradi tega lahko počnejo, kar počnejo. Zato, ker bo folk zvečer se ob 8 hraju sedel pred televizijo pa gledal neko trapasto serijo, kada bi šli magar za šank v bar pa rekel, lej, teli nam hoče tole uničiti, kako bomo pomisel dali, ali bomo rekli, da ne. Nas so dobesedno samo zamotali, pa še noben res življenjsko ni več odvisen od reke. Včasih smo bili pa skoraj vsi, na en ali pa drug način. Pa magar zaradi mlinov, pa mlini delajo jezove. Ampak mi smo rabili vodo vstav, da smo jo dali na mlin, da smo zmeleli pšenico ali pa koruzo, da smo lahko jedli. Ampak te jezovi reke niso ubili, zato ker so bili visoki meter ali pa manj in je lahko proti šel čez, ribe so jih preskočile in je zadeva štimala. Zdaj smo pa s tehnologijo šli toliko daleč, da zelo enostavno lahko nepovratno uničimo. Ampak kako si pa potem razlagaš lanski referendum? Ja. Uspeh tega, no? Ja, jaz sem glede tega referenduma imel stojen en pomislek. Na koncu ne bom govoril, da rezultat ni bil v redu. Rezultat, kakor ga jaz dojemam, je bil ta, da se ljudje smo pokazali ali pa so pokazali, da jim je mar za reke, pa tudi zase. Jaz zmer pravim, če tebi ne bo mar zase, ti ne more biti mar za naravo. Zato, ker ti si lahko del tega ali pa nisi. In takrat so ljudje skup stopili, ker so videli, da jim en hoče to vzeti. Kakšna je bila v zadnji politična igra, pustimo, pa bomo šele videli čez leta, kako se bo to obrnil. Ampak Slovenci smo na en način dokazali, da ko pa pride do vode, pa ne morejo jih bali nad nami. Ampak kako pa se to potem oklapla v to, kar si povedal prej? Malo te izzivam. Ja, ne, vem, če porineš stvari dosti daleč, bo reakcija. Samo problem je zmer, da je to, koliko daleč je relativno. Za enega ne rabiš iti zelo daleč, za drugega moraš iti fejst daleč, da se bo zbudil. Pa na koncu rabiš še maso. Ljudje se moramo povezati takrat, ko je treba, pa dati ostale reči na stran. Mi zmer operiramo s tem, dan ima 24 ur, kako bom vse, kar bi rad umestil v teh 24 ur. In če najdeš način, da čim manj šare daš v teh 24 ur, imaš kar od enkrat full cajt, da lahko počneš take pomembne, fajne stvari, ki boš lahko, ki boš star 80 let, pa res ne boš več mogel pogledal nazaj, pa boš rekel, ok, se nisem samo sedel, pa se gujsal po življenju. Rok, jaz, ko sem se pripravljala na tale najin pogovor, sem zasledila en zelo lep stavek, reka komunicira z naravo. Ne? To je bilo v razmišljanju o neuničeni reki in tako naprej. Ti si bil na Savi, povej mi, kakšna je neuničena Sava, kako izgleda iz čovna? Ja, lepo. Ja. Opiši bi jo. Tam vse štima, ne? To je tako, ko prideš nekam, pa se dobro počutiš, pa si ne znaš sploh točno razložiti, zakva, ne? Lahko prideš tudi v en prostor, pa je glih prav nekaj razporejen, vse in se tam dobro počutiš. In na divji reki je zmeraj tako. Zato, ker gre to v nek balans, lahko zakomplicirajo, pa razlagajo neko entropijo, pa ne vem kva, ampak mogoče sploh ni treba. Na reki je glavna voda in voda ima moč takrat, ko pride v poplavah. Kot kajakaš spoznavaš reko ponavadi lih v poplavah, zato je takrat najbolj fajn veslati, pa malo nam paše, če je malo navaran. Pa tako. Ampak, ko ta poplava gre mem, pa v bistvu vidiš, da je lih poplave oblikujejo doline in oblikujejo gozdove in oblikujejo poplavne travnike, prodišča
In to je zdaj spet en paradoks, ki ga ljudje zelo težko sprejmemo, da je v bistvu uničenje nujno potrebno za to, da sistem funkcionira. In podjezovi ponavadi s tem poplave zminimalizirajo, saj hvalijo se, ali pa ta poplavni tok probajo umiliti, dokler ni preveč, ker pa enkrat butne čez je pa to totalno uničenje, tako kot smo mi na Dravi imeli priliko videti, pa še marsikaj drugje. Ampak večinoma so pa te poplave zmanjšane in stagnira, tisti sistem stagnira, vse je malo zaprašen, kad domačen kol prah pobrišeš. In kar od enkrat ni vse tako bujno, živali izmer manj, zato ker noben ni spucal. Poplava pa pride pa posprav. In na divji reki je to neka stalnica, edina stalnica na divji reki je sprememba. In jaz si bom enkrat prav cajt vzel cajt. Rekel si bom, da bom šel vsak teden eno in isto prodišče slikati par let. Ker prodišča potujejo, to je neverjetno. Sočo recimo veslam, najbrž vsak teden po ta veliki vodi, kdaj iščemo skale, ki so velike, kot avtomobili, pa jih ne najdemo. Pa pride nova povodan, pa jo vidimo skalo 20 metrov nižji, ki je sproda ven pogledala. In mi se moramo tega zavedati, da so to eni premiki, ki so zelo pomembni in se jih mi ponavadi bojimo, ker češ, zdaj bo pa uničenje, zdaj bo pa ta plaža se spremenila, pa ta gost je odnesel. Tudi večinoma se ne strinjam z ekologi ali pa kakšnimi strokovnjaki, ki se trudijo obdržati neko stanje. Zdaj pa ta gost tak, pa ta travnik je tak, zdaj moramo pustiti, da se ne bo zarastel. Ne, to je dinamičen sistem. Če nas gleda lepo več, ko se zaraste, ali pa kaj drugačna plaža, nam pa nas gleda, ne se ni mišljeno, da nam samo lepo zgleda. Ja, se nam je mogoče pogled v estetiki spremenil, da so nam neke merne ujete oblike bliže kot to, kar si opisoval. Ja. Verjetno res. Ja. Zato, ker smo tudi mi vajeni živeti v enem takemu zelo stabilnem okolju, ker nam pa tudi nadela usluge. Se tudi človek rab vsake toliko, kaj da ga zlufta ali pa da se zgodi kakšen pretres, ker če ne, se malo zasediš, zastagniraš, pa kaj zboliš. Tako da čeprav ni fajn, pa ni prijetno, je na en način nujno. Še bom prebrala ti naprej od te misli, reka komunicira z naravo. Mi je bila tudi ta misel, pa zdaj se opravičujem avtorju, katerega misel to je, ker sem pozabila. Primerjal je nezaprto reko s stenami naših žil, ki morajo biti prepustne, če želimo dobro funkcionirati kot organizem. Se pravi, če pa ti reko v neko akumulacijo zapreš, si pa naredil vodotesno pregrado med okoljem in reko in seveda potem se zgubi ta komunikacija, o kateri sem govorila. Točno tako, to se mi zdi zelo zanimivo. To je en aspekt reke, ki ga je na nek način težko razložiti, zato ker tega mi ne vidimo. Reka bo zmer horizontalno, če je zdaj moja roka struga, bo zmer filala pod talnico v to smer. In zaradi enostavnega razloga, ker so med temi kamenčki prostorčki in tam je vlek vode. In pod talnica gre ponavadi celo višji od nivoja reke. Kar je za nas ful koristno, zato ker tam dobro rastejo poljščine, pa če mi rabimo vodo, vodnjak narediš 4 metre globok, pa imaš krasno pitno vodo. Ker naredijo jez, se najprej pod talnica dvigne, to seveda ne pozabijo zreklamirati, to je super krasno, ampak čez par let, ko se pa zaradi te stagnacije vode vsi te prostorčki zabašajo z muljem, pa ni več tega vleka in ko enkrat začne tam pod talnica upadati, ni več rešitve. To je recimo zelo očitno glih pri tem zajetju Ljubljana Kleče, je odkar so zgradili jez v Mavčičah pa v Medvodah, jim stalno upada ta nivo podtalnice in morajo zmer globi vrtati, da pride do nje, pa zmer slabša kvaliteta je. In ta povezanost se pa pol vidi, tako kot zmer jaz probam ljudem dopovedati. Reka ni samo struga, pa 5 metrov levo pa desno. Reka gre lahko kdaj desetine kilometrov levo pa desno. Mi pač v Evropi smo okoli rek pozidali, smo pač ta območje pozidali s cestam, železnicam, z našimi naselji. Recimo Kanada, Patagonija, te konci, ki sem jih srečo spoznati, tam pa ni okoli reke nič. In tam,
kdaj smo tudi mogli hoditi po dan, dva, da smo prišli do reke, to reke še videl nisi svedel, ti svohal. Zato, ker je medved zagrabil lososa, pa ga je nesel do ke, pa s tam videl kosti od lososa, ne vem, kilometer ali pa 5 kilometrov od reke. In tam, kjer je bilo v kostje, je verjeten, ker je mu to vzgal bilja, si mislil, pojem sam ikre, tole ne bom živeščil te lahkit. Ja, no, pa je to zgnil, pa je tam zrastel drevo, zato, ker je bilo pognojena, ne. In ta izmenjava, ta povezanost s širšim okoljem, ko pogledaš enkrat en ogromen zemljevid, pa vidiš, da reka ni samo reka, ampak je to zmer mreža, tako kot mi gledamo Savo, ne, opa. Zmer je porečje treba gledati. To je pa kaj ena pahlača tamle na zemljevidu. In to je pa sistem in to je povezano, vse smeri ribe ga povezujejo proti toku, reka s hribov dol nosi sedimente do morja, ki ga rab. In je en sistem, ki laufa sam od sebe, mi zmer rišemo perpetuum mobile, ne. Vse ga imamo narediti. Odlično. Kotali se s klanca, tako kot se vse s klanca kotali, samo ne klanca zablokirati, pa bo laufal. In zdaj to vemo, včasih mogoče nismo, zdaj pa vemo. Ja. No, sej, ravno, če se vrnem na tisti film Undamaged, kjer je jaz v Črni gori, ki je bil zgrajen v časih socializma, ne, sej v bistvu res, kot si rekel, ne, morda so to časi, ko so bili res drugačni in pravzaprav se ne da z današnjimi očmi gledati in obsojati, a ne, tiste čase, lahko pa pač gledamo stvari, ki se dogajajo danes. Ja, jaz zmer pravim, dajmo se učiti z napak, pa priznajmo, a ne. Se takrat so naredili skoraj kompletno vse narobe, sam zdaj ne moramo nazaj prevrteti. Probajmo mi ne ponoviti teh napak. Sploh tam je bilo boleče, ker ta jez na pivi, a ne, so naredili za potrebe neke tovarne aluminija, ki se nikoli ni zgodila, a ne. In je šlo to lepo v izvoz. Je pa glomazan, jaz mislim, da je 10. največji na svetu še zdaj. Še vedno. Ja. Rok, sam si me spomnil, ko si omenil cesto in železnico, na ta del, ta lep del Save po Ljubljani do Trbova oziroma do Zidanega mosta, ne, kjer so načrti kakršni so, a ne, ki jih predstavite tudi v filmu. Kaj rečeš na to? Mene res zbode, kar rečejo kakšen politik ali pa, ne vem, ko se oni imenujejo tipa Vizjak. Ja, kva pa je tam, se je tam že vse uničen. Ne, ni, ne. Ja, še nikoli se ni peljal z vlakom, verjetno, a kamoli po reki. Pojd z raftam, no daj pojd z raftam, pa poglej, pa poj to reči. Ja, ne boš mogel tega reči. In zato je to važno, da mi reke kažemo, če bi jaz iz čist svojega vidika gledal, jaz reke ne bi skoraj nobenemu pokazal, zato ker meni ne paše gužva. Jaz sem rad sam. In zdaj jaz grem s tem, kar počnem, malo proti samemu sebi, zato ker zmer več ljudi srečujemo v reki. Ampak na srečo so te ljudje, ki so tam, jih je dosti teh ljudi, fajnih ljudi, znajo se obnašati, ne smetijo, ne derajo se, ne vem kva. Ampak na koncu je to tako, če ne boš poznal, ne boš vedel, ti ne bo mar in se ne boš postavil za to. Jaz zmer pravim, lahko bereš ti knjige, v ne vem čem, lahko greš pa to stvar probati. In isto je pri rekah. Ko se z avtom peleš ali pa z vlakom, Steven mu mehurčku in sploh nis tam. Dosti kdaj iti že samo peš, lahko greš tudi samo s kolesom, ti moraš samo vohati. Če boš pa šel na kajak ali pa z ribiško palico ali pa plaval, boš pa tam noter in ti bo dal malo misliti. No. Zato, ker tudi, če se vrnem nazaj, ko smo govorili, koliko smo še povezani ali pa ne, malo smo zgubili oči za te zadeve. Zdaj, ko sem se sem pelal, sem odprl okna, kad cveti bezak, ja. To je mene najlepših delov leta, pa sneg je padal celo pot, zato ker piha vzhodnik, pa so vrbe začele cveteti. In kad to enkrat vidiš, veš, da je to važno, pa da je lepo in te je mar zaradi tega. In ti plani za 12 jezov na tem delu Save, ki je še edin del, kar res teče, bi bili čista traparija. Pa ne zdaj sam z mojega vidika kot kajakaša, ampak objektivno gledano. Zato, ker bi čist preveč stal, zato, ker sploh ne vejo skaj denar potegniti, pa zato, ker jih ne rabimo. Zato, ker so rešitve danes že zelo drugačne. In mislim, da če je razlog ta, da so ljudje pri koritu za hidro, zato, ker bo to njim omogočil še večji biznis, ja, pol moramo pa mi reči ne. In zdaj smo v tej fazi, da pač mi ljudje, organizacije, pa še kdo kaj na poziciji, tudi na poziciji moči,
naj samo svoj del naredi, pa teh jezov ne bo. O tem pa na koncu, o teh, ki imajo moč in vzvode in denar, pa o tistih, ki so na drugi strani. Jaz bi samo še nekaj prej te vprašala. Ko vidimo to uničevanje življenjskih prostorov, kot ste ga prikazali v teh obeh filmih, je jasno, kakšna je cena za novo hidroelektrarno. Ja. Kaj pa tisto, kar ni vidno? Zdaj te sprašujem o nekih širših, morda na kratko, implikacijah oziroma posledicah enega tazga megalomanskega projekta. Ja, posledice so zmeraj večje, kot jih vidimo ponavadi. Dobro, to, kva naredi reki, so se delno že dotaknili, ampak negativen učinek ima tudi na ljudi. Tudi dol na spodnjem Savu smo imeli priliko spoznati eno gospo, ker na koncu nismo vključili v film, ker pač ni pasalo nek tok zgodbe, ki je živela malo nad Krškim in je živela pač doživljala Savo, ki je še prosto tekla. Zdaj pa tam je 15-20 let in je rekla, da se je spremenilo vse. Pravi, jaz ne grem nikoli več do Save. Mladina ni nikoli več pri Savi. Pravi, jaz sem tukaj na balkonu sedela po letu ob večerih in je bilo najlepše, ker so čuftali otroci, pa se vriskali, pa ne vem kaj. Pravi, zdaj pač tiho, ne živimo več z reko. In tega jim ne bo noben nazaj dal. Kva so pa dobili zameno za to, ja, tamle, če organiziraš en fuzbal turnir, ti hes sponzor, super, pa majico dobiš za ston. Malo smo tudi mi bučmani, zato, ker se tako zelo poceni damo kupiti. Ampak se zori to zavedanje, pa je njim tudi zmeraj težje. Torej, sam si v bistvu prišel proti koncu najnega pogovora. Ta ogromen pritisk v medijih lahko opažamo, tudi pri nas, zelo jasno. Na eni strani imamo tiste, ki imajo denar, moč, vzvode, oblasti, trgovce, znovce in tako naprej. Koga imamo, sam si že govoril, ljudi, prvič me zanima, kdo je največja žrtev teh megalomanskih projektov, kdo je najbolj ranljiv in koga vidiš ti na drugi strani? Ja, to je dobro vprašanje. Ja. Žrtev so zmer mali ljudje. Se je že ta definicija, kdo pa je mali človek. Se smo vsi majhni, ampak to so mali ljudje v smislu tistih, ki so pošteni, ki delajo vse prav, ki pričakujejo, da bojo tudi drugi pošteni in so na koncu izigrani. In to imamo mi ljudje velik problem s tem, da če smo mi pošteni pa fajni, da mislimo, da so pa tudi drugi. Pač niso vsi ljudje dobri, tako to je, tako ker niso samo rožce na svetu. In tem ljudem je čisto vsem za ostale dobre, poštene ljudi, oni vidijo pač biznis, vidijo denar in tudi, ker ga enkrat imajo toliko, da bi vsak normalen rekel, se več, kot toga pa ne rabiš, smo pa na igri egotripa. Tako, kot športnik, ki je bil 10-krat svetovni prvak, ki lahko že 100-krat nehal v miru, dost ima slave, denarja, vsega, ne, on bi bil rad 11-krat, zato, ker je bil en pred njemu že 10-krat. In klej imamo mi upravka z ljudmi, ki so malo bolani v glavo, pa vem, da bomo spet imeli problem, kad to rečem, ampak tako to pač je, nek se je treba ostaviti in če oni ne vejo, jim bomo mogli mi povedati. Kako to narediti, ne vem pa, da je to, da bomo čakali na te, ki so kao izvoljeni za to, da bojo poskrbeli za nas, da naredijo svoj del, je ponavadi jalovo početje. Meni se je svet na pol podaril, dober mesec nazaj, kaj na Soč, teka kao v Soču spustil 10 ton, mogoče jih je bilo pa več, se noben ne ve, neke kemikalije in je bila Soča v penah. Noben ni vedel, a bo do morja dol vse pomrl, a bo folk lahko še kdaj tam pa rek kaj počel, a bojo živali lahko to pile, a bojo ribe sploh, ne vem, a bo Soška po Stru šla. Ja, nič, ne. Na koncu se je izkazalo, da noben ni bil kriv, da je vse v redu. Mi smo dali, pa to sploh še nisem povedal, mi smo takoj šli v akcijo, jaz sem bil v Radolcu, z Rožletom film montirala, ker mi je telefon začel pregorevati, ker so mi slike pošiljali, sem rekel, to je neverjetno. Se rekel, zajemte vodo, ker oni so vsi krijejo en drugmu hrbet, bohet, koga bo z njihovimi rezultati. In smo dali vodo analizirati, se nismo vprašali, koliko stane. Ja, na koncu se stali 1000 evrov. Ampak smo pokrili z donacijo ljudi, ki dajo po 5, 10, kakorkoli evrov lahko dajo in to imamo mi zmeraj nek na kraj,
Zato, ker večina ljudi je, pa sej tam inšpekcija, se bojo oni jih za vrat stisnili. Ja, niso jih stisnili, ne. In občina, in policija, in inšpektorat, vsi krijejo hrbet firmi, katere lastnik je neko belgijska multinacionalka. Pa smo res taki, ne vem, klempoti. In tle tudi, če bomo mislili, da bo tam en na ministrstvu, ki naj bi ščitil reko ali pa gost ali pa ne vem kva, odigral svojo zgodbo, vse bi bilo fajn, če bi jo. Jaz bi bil najbolj srečen, ker jaz bi raj počel kaj drugega v življenju, kot da tole počnem. Ampak dajmo mi zmeraj imeti en plan B, če oni odpovejo, tako kot ponavadi, kako bomo mi dosegali to, da se bo ustavili. Je pa treba biti pametnejši od njih, ne. Zmeraj je treba kle balinati. Oni zmeraj rabijo na nek način dokazati, da imajo ljudstvo za sabo in mogoče moramo mi kdaj njih pozitivno napasti, ne. Daj reš to reko, pa boš zvezdnik. Pa da bomo dali, pa boš povsod v cajtangih, pa slikali se bomo, pa fuzbol ekipa se bo slikala zate. Ja, jaz mislim, da bo večina županov za to, ne. Tako da vse se razvija. Tudi mi moramo malo napredovati v taktikah, pa v idejah, predvsem pa ne biti ultra črnogledi, zato ker fajn je biti realist in če si realist, si ponavadi tudi črnogled. Ampak če si pa skozi črnogled, boš pa toliko zamoren, da na koncu ne boš nič naredil. Tako da je fajn, to mi skozi počnemo, pa nam velikrat naprej vržejo. Ja, pa vi kar žurate, pa pojka to naredite, imate kar veselico, pa ne vem kva. Če ne, se nam že zmešali. In mora zmer, tako kot smo pa rek govorila, tako kot v naravi, je zmer neko ravnotežje nečesa. In če češ biti kle na sred, si treba kdaj imeti ful dober, če se boš mu kdaj ful slab. Pa iskati ta balans, da bomo na dolgi rok lahko vsi skupaj preživeli, pa se imeli fajn. Veš, kaj bi te še vprašala? Vedno se mi zdi, ko začnemo se pogovarjati o teh velikih infrastrukturnih projektih v Sloveniji, kateremkoli projektu, še posebej se pa to kaže v energetiki, ne? Da nas skušajo prepričati, da alternativ ni. Ne? Če hočete to, bo to. Če hočete to, bo to. In tako je bilo pred 12 leti, ko smo se pogovarjali o Tešu, tako se zdaj kaže, kot da bo v novi nuklearki, oziroma v novi nuklearki, in tako se kaže tudi s tako imenovano zeleno hidroenergijo, v katero nas bi radi prepričali. Ne? Še to sem pozabila. Res, ta mit o zelenosti hidroenergije, ne? O tem ne bova zdajle, ker je res tega morda preveč. Jaz bi samo rekla, na vaši spletni strani to zelo dobro opisano, ne? Kaj pomeni, da je to v resnici mit, da hidroenergija še zdaleč ni zelena. Ne? Kaj sem ti želela vprašati? Seveda, da alternative ne obstajajo, ampak recimo, jaz sem pred kratkim snemala podcast z Greenpeaceom Slovenije in z Mladimi za podnebno pravičnost in oba moja gosta sta rekla, jasno je, da alternative obstajajo že zdaj in nekatere tehnološke rešitve so na dlani. In it's not a rocket science, kot bi rekli, ne? Ja, klej treba dati čustva zmer na stran, pa predvsem trende, ne. Jaz sem z vasi in sem zelo vesel, da sem na vas gor zrastel. Tam se stvari ponavadi rešijo tako na zelo pragmatičen način, zato ker je enostavno treba. In če mi rabimo elektriko, se vprašamo, koliko jo rabimo. Koliko jo lahko zdaj proizvedemo, če hočemo biti suverena država, kar bi jaz rad, da smo, moramo imeti svojo elektriko, vse je enostavno, ker če ne, nam bo en pipca zaprl. In zato smo tudi mi v filmu dali en podatek, ki je lahko tudi zelo na meja, ne. In ta podatek pravi, da nuklearna elektrarna proizvede 731 megavatov moči, ima inštalirane. In 98, če ne 99% časa toliko tudi proizvaja. Vseh 16 hidroelektrarn na Savi proizvede teoretično, kar je v praksi nemogoče, lahko 250 megavatov moči. To je krat 3. 16. Ja, če rabimo še 700 megavatov, naredimo eno za 700, ne 300 drugih, zato ker bomo več uničili. Mi smo prišli v fazo, da nam je začelo zmanjkovati. Nam je začelo zmanjkovati rek, začelo nam je zmanjkovati grebenov, kjer lahko ptiči še jadrajo, ki jih bojo vetrnice pobile. Če bomo povsod dali sončne panele, ja, bo to izgledalo tako, da ne bo zan kamera, ne. In zdaj reči, da bojo pa te zelene viri velika rešitev, jaz vem, da zaradi tega me veliko ljudi ne bo maralo, sploh v naravovarstvenih krogih, ampak jaz ne zaupam v zelene vire, niti približno.
Jaz mislim, da moramo mi bolj se odkrito pogovoriti, kva imamo, koliko imamo. Pa koliko porabimo. Pa kdo porabi? Če nam tam le en talum porabi za 1/3 štroma cele države, ali pa če je 10, se ni važen. Ja, bomo pa dali denar, pa naj oni zrihtajo, da bojo imeli nove mašine, da bojo manj porabili. Pa bomo rešili. Mi pa gremo v temu stilu konzumerizma. Ni še potrebe, ampak dajmo mi narediti več ponudbe, pa bomo že najdel način, kako bomo porabili. In poj bomo šli tako kazali, da nam sem le vozijo trume, trapari, pa šare z Kitajske, pa se nekako že najde en, ki bo kupil, bomo mi naredili ful štrom, bomo že nekako porabili. Ne. Sploh pa, ker je dejstvo, da ne vemo, koliko bomo porabili leta 2030, 2040, 2050. Ne? Je pa mogoče prav, česar pa nismo vajeni, da pa en udar po mis pa reči tokle. Tokle tokle megavatov bomo mi v tej državi imeli, zdaj bo pa to izhodišče, da se zmenimo, kako jih bomo prerazporedili. Če bi mu besedo bi rad tako naredil. No. Ker tako naredijo, recimo, kleka zdaj živimo v Posočju, ena vas ima gost, ki ga skupno upravlja in oni se namenijo, bomo zdaj mi sadili drevesa, bomo ne vem kva delali. Ne, oni to delajo že vsaj 10 generacij, tako da vsak let naredijo žur in žrebajo, kje bo kdo sekal les. Zato, da je fair, zato, da nikoli noben ni pri koritu in zato, da tisti, ki ima težji teren, bo prosil drugega, da mu pomaga. Kar hočem povedati je to, da oni vejo, koliko imajo in je to izhodišče, da se zmenijo, koliko bo kdo dobil. Niso ta prvo vprašali, koliko pa ti rabiš lesa. Ne, toliko ga imamo, 20 nas je, dobil boš 20 tega. Mogoče pa to rešitev. Obratno smer. Ja, mogoče. Sam rabiš pa enega, da bo zelo suveren pa udaril po mistu, da se v kar zatrese. To je pa v današnjem svetu zelo težko pa redko. Rok, na koncu se vrneva na film, s katerim smo začela. To je vprašanje, tako moje zadnje, pa mi vseeno odgovorno. Vem, da je zelo zgodaj. Kaj meniš, kaj si želiš, da bi bila zapuščina filma, ki ste ga prikazali v Kinu Šiška v... Ja, to je pa simpel vprašanje. Simpel, ne se mi zdelo zapleteno. Je zdaj to malo, ko ne rečem. Vse želje so neki, realnost je kdaj druga, ampak moja želja je, da je zapuščina tega filma to, da na Srednji Savi ne bo jezal. Ne lažem si, da bo film razlog za to. Lahko je pa eden od razlogov. To, kar delamo mi, velikrat dobi ful pozornosti, zato ker so kajaki pisani, zato ker imamo super snemalno ekipo, ampak tam v ozadju je toliko pridnih mravelj, ki pa bijejo ta boj na pravnem področju in brez njih bi te jezovi že stali. Brez Andreje Sramršek, brez Marjane, brez Brine, pa brez še koga, ki se upravičujem, če jih nisem zdaj omenil, mi ne bi mogli niti delati, kar delamo. Tako da so puzle se lepo sestavljajo in mi je bilo lepo videti, da so bile te punce tudi na premieri in da so rekli, ok, zdaj bo mora biti nam šlo 1% lažje, zato ker nas bo kdo razumel. In če je to, mal po mal, pa je na koncu velik in upam, da ja. Mogoče ne sam Savo, pa jemo na večji, rečemo, da ne bomo več uničili po nepotrebnem nobenega kilometra reke v Sloveniji, pa bo. Pa istočasno, da ne bomo zaradi tega nobene žarance, ki jo nujno rabimo, ugasnili. Moramo v oba vidika gledati, ker nisem ekstremist v to smer, ker tudi jaz imam doma elektriko, pa pralen stroj, pa računalnik in vem, da to, kar prideš štekar je od nek more prideti. Hvala, Rok. Hvala, enako. To je bila še ena epizoda Okoljskih zgodb. Z vami sem bila Karmen. Srečno. Hvala.